Smo na študentski areni, na stojnici Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in nas seveda zanima kaj več o sami fakulteti. Zakaj na Fakulteto za elektrotehniko? Lepo zdrav najprej. Moje ime je Dejan Jeraj, tukaj predstavljamo z ekipo študij elektrotehniki na Univerzi v Ljubljani. Smo ena izmed dveh fakultet, ki nudi ta študij, poleg Mariborske univerze. Ponujemo pa študij na vseh treh stopnjah, bolonjske prenove, če tako rečem, prvi, drugi in doktorski, tretji stopnji, in pa multimedijski študij oziroma študij multimedijskih komunikacij v Novi Gorici, kjer je pa naša podružnica. In kaj so tista specifična znanja, ki jih študent na vaši fakulteti lahko pridobi? Kaj je tisto, po čemer je? Ja, tako je. Najprej na prvi stopnji je odvisno, gre študent na visokošolski študij ali univerzitetni, tukaj je že razlika, potem pa v okviru teh dveh smeri, glavnih je 7 podsmeri, ker elektrotehnika je zelo široko področje in zdaj imamo avtomatiko, noter robotika, biomedicinska tehnika, elektroenergetika in še podobne smeri. In glede na to, da je pač zelo veliko podpodročij, tudi izmed teh lahko študent še znotraj teh izbira predmete. Na drugi stopnji se pa pol sploh osredotoči na svojo smer, na tretji pa itak glede na to, kaj njega zanima oziroma kje dela. Pa še vprašanje, mogoče zanimivo tudi za dekleta. Kdaj rečejo na elektrotehniko, da je več fantov na tej fakulteti? Kakšne so priložnosti za dekleta, ki se odločajo za ta študij? Ja, dekleta so vedno dobrodošla, ampak nekaj procentov je deklet na vsako generacijo. S tem, da tiste, ki se vpišejo, ponovadi tudi naredijo. Tako da delež prihodnosti pri dekletih je veliko boljši kot pri fantih, ampak se spreminja ta zadeva, ker vse misle, da bojo pol neki šraufale, tam dela neki z rokami, ampak to ni tako. Večina zadev je dan že z računalnikom in tam ni nobene razlike, a je študent fant ali je deklet, tako da mislim, da jim ne bo žal tudi, če dekleta pridejo. Pa še, če bi lahko z enim stavkom povabili maturante na vašo fakulteto? Danes v času recesije oziroma problemov z zaposlitvijo menim, da nobeno ne bo žal, kdorkoli pride, bo začutil neko veselje do tega področja in že tekom študija. Potem, ko bo iskal zaposlitev, pa pri tem ne bo problemov in verjamem, da bo pač vesel in zadovoljen tekom življenja. Najlepša hvala za uporabne informacije. Hvala vam.